Pozdravljeni udeleženci Mystery Shopping konference. Moje ime je David Đukić in prihajam z Inštituta za profesionalno prodajo. Danes žal zaradi obveznosti ne morem biti z vami, zaradi tega sva se z Natalijo odločila, da se posnamemo naprej. Za vse, ki me ne poznate, mogoče par besed o meni. Strokovno sem se s prodajo začel ukvarjati leta 2003, ko sem kariero direktorja prodaje zamenjal za kariero prodajnega trenerja. In moram reči, da so bili moji prvi prodajni treningi super. Jaz sem užival v njih, udeleženci so uživali v njih, samo en problem je bil. Kljub temu, da so se udeleženci veliko novega naučili, usvojili številne prodajne tehnike in metode, se je dogajalo, da vsake tok časa, da se ni nič spremenilo v prodajnih rezultatih. Direktorji so mi razlagali, da vse super, samo rezultata pa ni. In takrat sem se prvič zakopal malo v prodajno literaturo in začel odkrivati, kaj vse vpliva na prodajne rezultate prodajalcev. In odkril eno čarobno besedo, katero prepričan sem že vsi poznate. Ta je motivacija. Takrat sem se začel ukvarjati poleg prodajnih treningov tudi z različnimi motivacijskimi elementi prodaje. Torej delal sem motivacijske modele nagrajevanja prodajalcev, delali smo nagradne igre, usposabljal sem vodje prodaje z področja motivacije. In ko smo te motivacijske elemente povezali s prodajnimi treningi, so bili resnično rezultati super. Potem je pa prišlo leto 2009. Nekateri, ki imate mečkan že sivih, tako kot jaz, se tega leta še prekleto spomnite. Takrat je bila velika gospodarska kriza. Številne prodajne ekipe so kljub temu, da so bile motivirane in usposobljene, niso dosegale prodajnih ciljev, podjetja so poslovala z izgubo. In takrat me je nekaj direktorjev prosilo, da jim pomagam najti rešitev za njihove prodajne ekipe. In takrat sem se drugič malo bolj poglobljeno posvetil prodajni literaturi in odkril novo čarobno besedo. Imenovalo se je sistem prodaj. To pomeni, da prodajalci ni dovolj, da so usposobljeni pa motivirani, mi moramo imeti postavljen celoten sistem, različne ukrepe, ki podpirajo prodajalce, da dosegajo odlične prodajne rezultate. Takrat sem začel številnimi ukrepi, ki podpirajo ta sistem prodaje in spet prodajni rezultati so se izrazito dvignili. Imel sem pa eno dilemo. Zakaj hudiča en ukrep v enem podjetju deluje, v drugem podjetju pa ta isti ukrep praktično nima učinka? Kar nekaj let sem rabil, da sem prišel do odgovora na to vprašanje. In to odgovor mi je v bistvu dal gospod Jason Jordan, eden največjih strokovnjakov z področja prodajnega menedžmenta. In odgovor je točno to, o čemer se bomo danes pogovarjali. In to je Sales Performance Management, se to v angleščini imenuje v Sloveniji, pa teo enostavno rečemo merjene uspešnosti in učinkovitosti prodajnega osebja. Pa dajmo najprej pogledati, a to sploh rabimo. A res rabimo meriti prodajalce? Mimogrede, nekaj let nazaj sem bil v enem trgovskem podjetju, kar velikem trgovskem podjetju, kjer imajo prodajalci neposreden vpliv na prodajne rezultate. Bil sem na sestanku z direktorji, z upravo, kjer smo se pogovarjali o prodajni strategiji in o tem, kako izboljšati prodajne rezultate. In v enem trenutku jaz omenim, da bi veliko naredili, če bi prodajalcem jasno povedali, kako dobri so, če bi jim postavili cilje, ki so vezani na njihove prodajne aktivnosti. In takrat je direktor male prodaje zelo nejevoljen rekel, da on pa prodajalcev ne bo obremenjeval s cilji. Ker to pa res ni treba. Oni morajo sam pridni biti, pa pridno prodajati. Pa bo vse rešeno. Jaz sem ga pogledal, bil sem začuden, še bolj sem bil začuden, da 8 direktorjev, ki je sedelo zraven, temu ni ugovarjalo. In kako ni bojo prodajalci prepričani, da so uspešni, če nihče ne ve, kdaj je uspešen, kakšen cilj mora doseči, da je uspešen. Kako bo poslovodja prodajalca motiviral, če ne ve, a je cilj dosegel, posamičen prodajalca ga ni. To je približno tako, kot da imamo mi rekreativni športniki, ki pretečemo 500 metrov, pridobimo svojega osebnega trenerja in ta oseben trener, dober oseben trener reče, zdaj pa čim hitreje laufi, pa čim dlje laufi. Koliko hitro, koliko daleč bomo pretekli v tem primeru? Če nismo ravno profesionalni športniki, se bomo za prvem vogalu verjetno ustavili ali pa vsaj upočasnili. Čisto drugače pa bi bilo, če bi rekel, odteči 2 kroga po stadionu, pa poskušaj čim hitreje jih odteči. Torej, mi imamo kot prodajalci povratno informacijo, če imamo prave cilje postavljene, kakor tudi naše vodstvo, ki nam potem pomaga
z vodenjem oziroma z našimi aktivnostmi, da postanemo boljši. Kako se v bistvu lotimo merjenja? Ker tukaj veliko več podjetij je tistih, ki sicer nekako merijo prodajalce, pa mogoče ne najbolje kot tistih, ki jih sploh ne merijo. Zelo pomembno je, da sledimo pravi proces. Proces je nastavljen nekako tako. Najprej se postavijo merila, s katerimi bomo merili prodajalce, potem se posameznim merilom dajo tako imenovane kvote oziroma vrednosti se pripišejo njim in na koncu se pogleda, kako uporabiti te prodajne rezultate. Kako postaviti merila? Merila se postavljajo ravno obratno, kot se prodajni cilji dosegajo. Najprej obstajajo neke aktivnosti, ki jih prodajalci izvajajo, mogoče delajo klice po telefonu, mogoče nekaj ponudijo stranki, ki pride v trgovino ali v poslovalnico. To pripelje do tega, da se sklene nek posel oziroma izvrši nakup in seveda to pripelje potem do večjih prihodkov ali marže podjetja. Način planiranja je pa ravno obraten. Najprej se lotimo strateških, pomembnih prodajnih ciljev, ki so opredeljeni na vrhu podjetja. To so tako imenovani poslovni cilji vezani na prodajo. Te poslovne cilje naprej razdelamo na prodajne cilje oziroma tako imenovane prodajne rezultatske cilje, vendar se še tukaj ne smemo ustaviti, dejansko moramo narediti še korak naprej in te cilje potem opredeliti tudi na ravni prodajnih aktivnosti. Zdaj, če gremo nekaj bolj konkretno, kjeri so poslovni cilji? V bistvu v prodaji bi morali spremljati 3 tipe poslovnih ciljev. Eni so tako imenovani finančni cilji in te sem prepričan, da velika večina vas spremlja. Torej, prihodki, razlika v ceni, pokritost trga, tržni delež in tako naprej. To so vse te glavni poslovni cilji, ki se praktično v vseh prodajah spremljajo. Težava je zgolj v tem, da pogosto so poslovni cilji edini cilji, ki se spremljajo. To pomeni, vrednost prodaje se razdeli med prodajalce in se misli, to bo rešilo vse probleme. Dejstvo je, da je to najhitreje narediti, vendar prodajalci, ena prodajalna, če se ji reče, da mora narediti 40.000 evrov prometa v enem mesecu, to nič poslovodji, še manj pa prodajalcem ne pomeni, kaj morajo oni narediti, zato da se te 40.000 evrov doseže. Torej, prvi cilji poslovni so finančni cilji. Drugi cilji so tako imenovani marketinški cilji oziroma tako imenovani cilji zadovoljstva kupcev, na katere ima prodaja še posebej velik vpliv. Tukaj imamo en kup orodij, s katerimi to merimo, kot je Customer Satisfaction Index, NPS score in tako naprej. Teh orodij je kar nekaj, s katerimi to merimo. Še posebej v velikih prodajnih ekipah pa je treba meriti tudi kadrovske cilje. Torej, kakšna je fluktuacija v naši prodajni ekipi? Ali vsako leto 20% vseh prodajalcev odide zaradi tega, ker niso zadovoljni v našem podjetju? Kakšno je zadovoljstvo naših kadrov? Kakšna je, naprimer, angažiranost, torej zavzetost zaposlenih v prodaji? Vsi te cilje je treba spremljati, nekako da imamo nadzor nad upravljanjem prodaje. Kot rečeno, pa to ni dovolj. Torej, moramo iti naprej na same rezultatske prodajne cilje. Kaj so rezultatski prodajni cilji? Ja, naprimer, konverzija, koliko kupcev pride v eno poslovalnico in potem tudi kupi. Ali pa, naprimer, vrednost dodatne prodaje. Na to imajo prodajalci znatno večji vpliv, kot na celotno prodajo. Ali pa urejenost polic. Tudi to je en rezultatski cilj, na katerega imajo prodajalci zelo neposreden vpliv. Ko imamo postavljene te rezultatske cilje, gremo korak naprej in razvijemo še cilje za prodajno aktivnost. Naprimer, v klicnem centru je ena tak zelo klasičen cilj, koliko klicev nek prodajalec na telefonu opravi. V trgovini je lahko cilj, kolikokrat ponudi kupcu nek določeni dodatni izdelek znotraj prodajnega procesa, kar se da zelo lepo ali opazovati ali pa tudi meriti. Naslednji rezultatski, aktivnostni cilj je tudi, ali prodajalec spoštuje prodajni postopek in ali se drži nekih prodajnih standardov, kar se seveda najlepše meri z metodo skrivnostnih nakupov. Zdaj, preden gremo naprej na višino ciljev, mogoče še ena anekdota. Pred leti sem delal za eno uspešno trgovino s čevlji. Ta trgovina je imela nekje čez 10 poslovalnic po celi Sloveniji. In jaz se spomnim na prvem sestanku z direktorico,
podjetja mi je direktorica rekla, mi želimo dvigati rezultate, mi smo zelo dobri, ampak hočemo biti še boljši in jaz bi si želela, da vi klonirate našo najboljšo ekipo. To je ekipa v trgovinskem centru v Ljubljani. In jaz sem takrat obiskal ta trgovinski center v Ljubljani in moram reči, da mi ni bilo jasno najbolj, zakaj je ta ekipa najboljša v celotnem podjetju. In prvi korak v tem projektu je bil nastavitev performance managementa, torej merjenje uspešnosti prodaje. Prej se je merila uspešnost prodaje tako, da so prodajalne bile vezane na neke promete, ki so jih morale mesečno opraviti, glede na velikost in pozicijo prodajalne so bile narejeni neki plan. In seveda ta poslovalnica, o kateri je direktorica govorila, je bila daleč najbolj uspešna. Mi smo te cilje prodajalcem in pa prodajalnem mečkam spremenili. Prvi cilj, ki smo ga naredili, je bil konverzija. Torej, koliko kupcev dejansko pride v prodajalno in potem tudi nakup opravi. Drugi rezultatski cilj je bil vrednost dodatne prodaje. Koliko kupcev je kupil 2 para čevljev oziroma še vezalke zraven, torej koliko je bila vrednost tistega, ne ta prvega artikla, ki je bil kupljen, ampak vseh drugega, 3., 4. in 5. artikla na račun. In tretja KPI, ki je bil prodajni KPI, je bil, koliko je bilo povprečno postavk na računu. In na to smo to razdelili še naprej na aktivnosti, določili smo jasno prodajni postopek in smo spremljali, kolikokrat dejansko prodajalci ponujajo izdelke in kako spoštujejo prodajni postopek, kar se je seveda merilo tudi skozi skrivnostne nakupe. Naslednja zadeva, o kateri moramo voditi računa, je seveda višina ciljev. Tukaj imamo en velik problem, ki ga jaz imenujem problem teorije ciljev. Teorija ciljev pravi, da morajo biti cilji ambiciozni, vendar dosegljivi. Problem se ne nahaja na prvem delu, ampak na drugem delu te teorije. Torej, kaj so dosegljivi cilji? Lahko povem, da to, kar management misli, da so dosegljivi cilji, in to, kar prodajalci menijo, da so dosegljivi cilji, praviloma ni enako. In tudi objektivno, kaj so dosegljivi cilji in kaj se da doseči na terenu, nažalost pogosto ne odraža želja in pričakovanj vodstva. Lansko leto je bila narejena ena zelo zanimiva raziskava na 1,6 milijonov prodajalcev, ki je odkrila, da zgolj 41,9% prodajalcev dosega svoje plane. Jaz sem delal za podjetja, tudi kjer je povprečen prodajalec dosegel samo 30% plana. Če imamo mi tako visoko postavljene cilje, ne moremo pričakovati, da bojo cilji delovali motivacijsko oziroma da bi sploh kakorkoli nam pomagali pri vodenju prodaje. Na koncu se bom dotaknil še malo uporabe rezultatov. Prvo področje, pri katerih lahko uporabimo rezultate, je seveda vodenje prodaje. Vkolikor imamo cilje nerazdelane, pa prodajalcem damo samo vrednost prodaje, zamislimo si eno trgovino, pa recimo, da bo zdaj trgovina z oblačili, direktor malo prodaje, skliče svoje vodje poslovalnic, poslovodje na enem sestanku in reče: drage dame, spoštovani gospodje, katastrofa. Januar je mimo, mi smo 20% pod planom. Tole bo treba spremeniti, bo treba zavihati rokave, pa mečkam bolj proaktivno pristopati k prodaji. Poglejte si tistega Jožeta v Murski Soboti, oni so pa lahko celo presegli plan za 3%. On je dokaz, da se da. Jaz verjamem v vas. Če boste dosegli, ne pozabite, da vas čaka konc leta en lep bonus v višini 2 plač. Zamislite si, ali tak nagovor, katerega ste zagotovo v življenju že večkrat slišali, vsaj jaz sem ga zelo pogosto slišal, deluje motivacijsko. Ali bo ta nagovor sploh kakorkoli spremenil rezultate? Jaz vam lahko povem, da jaz še nisem imel te sreče, da bi to videl. Če vodimo prodajo tako, da namesto zgolj poslovnih rezultatov uporabimo tudi prodajne cilje in prodajne aktivnosti, mi natanko povemo poslovodjem, na katerem področju morajo svoje aktivnosti izboljšati, da bodo dosegli dobre prodajne rezultate oziroma pričakovane, želene prodajne rezultate. Seveda, tukaj
imamo zelo veliko vpliv na motiviranje, če znamo meriti aktivnosti, ker potem lahko rečemo, Jože, ti si pa res super. Zadnjič sem te spremljal, 3 kupce zapored, popolnoma pravilno si speljal ta prodajni postopek, točno tako, kot je dogovorjeno v standardih. Še posebej sem ponosen na tebe, zaradi tega, ker nisi samo enega dodatnega izdelka ponudil, ampak celo 2. To je čisto drugače, kot če rečemo, Jože, kar dobro si prodal, si naredil 400 evrov prometa pri teh 2 strankah. Tudi nagrajevanje ima koristi od dobrega performance managementa. Namreč sistemi nagrajevanj zaposlenih grejo vedno bolj stran od poslovnih ciljev in se približujejo tem ciljem, na katere imajo prodajalci največji vpliv. Tako so vedno bolj vezani na konverzijo, na dodatno prodajo, vedno manj pa na celotno prodajo. In če te stvari znamo meriti, potem lahko naredimo odličen motivacijski model nagrajevanja. Tudi če imamo razdeljen sistem za nove sodelavce, torej performance management za nove sodelavce, jih lažje, hitreje uvedemo v delo in ne nazadnje, kar je danes zelo pomembno, veliko več jih gre uspešno skozi to poskusno dobo. In na koncu, ko imamo razdeljene vse cilje, natanko vemo, katere kompetence, katere veščine in znanje prodajalca manjkajo, da dosegajo oziroma presegajo prodajne rezultate. Tako naši prodajni treningi niso več na temo, kako bolje prodajati, kako izvesti prodajni postopek, ampak so specializirani na posamezne specifične teme, kjer obstajajo vrzeli v znanju in veščinah. Toliko na kratko z moje strani, če koga še kaj več zanima z področja nagrajevanja in pa merjenja uspešnosti prodajalcev, pa vas vabim, da obiščete mojo LinkedIn stran. Vam pa želim še veliko novih spoznanj na Mystery Shopping konferenci. Hvala lepa!